Ta psihotična francoska liberalka dejansko misli, da je eden najboljših načinov, kako zaščititi svojo hčer, ta, da jo podpira pri spreobrnitvi v islam. Da, ne pretiravam. To so njene točne besede. In seveda, iz nekega razloga misli, da je to usoda, ki bi jo morala dočakati njena hči. Ker, čudovito. دينه يا الله ده مال بكري وعمليات قويبل يا الله يا الله ده اذكر راجل وننزل من القرآن ما Dajno, in usmiljenje vernikov. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أي Naredi to. لا هرزي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمني نيا كبابي له الكنازوا أم هزني مخوايا قالوا لي لكم تأكل وقالوا شيناكم حياة بيننا أو في صب كسي يا الله أخواني بنا Poglejte to žensko. Zgleda, kot da bo omedlela. In zato menim, da je ta ženska psihotična, saj naseda noremu liberalnemu programu. Poglejmo, kaj ima za povedati. Širiti islam. En lep pozdrav iz hiše moje mame. Odšli smo v Vijene, da jo obiščemo za nekaj dni in želela sem vam posneti kratek video, ker smo se sinoči dotaknili nekoliko občutljive teme, kjer smo govorili o veri. Po mamini strani smo vsi ateisti, zato tudi vztrajamo pri glasbi. Tako je. Vedno sem jim govorila, da so to ženske, ampak da so njihovi očetje muslimani. Ko sem bila mlada, sem živela, ni pomembno. Želim, da je to v resnici vaša izbira in da ste srečni, ter da vas nihče ne sili, da bi prakticirali našo vero. Mislim, to zveni zelo lepo. Seveda, edino, kar mi je kot ateistki pomembno, je, da živite svoje najboljše življenje. Zato pripadate katerikoli veri, ki jo želite, katerekoli vere. Seveda, te liberalne ženske z svojimi čudovitimi vrednotami in spoli. Mimogrede, dobrodošli v oddaji The Pushback. Tukaj sem vaša gostiteljica. Če mislite, da je to psihotično, potem pritisnite na gumb za naročnino, ker ste našli svoje ljudi. Kljub vašemu obžalovanju. In pravzaprav sem to našla zelo poučno, še posebej, ko sem videla reakcijo svoje mame. Ko so moje hčerke govorile o svoji ljubezni do vere, ker morate vedeti, da so bili moji otroci muslimani, potem pa so se nekoliko oddaljili od vere. Zaradi tega, ker napredujejo in potem so resnično spoznale vero, pravi pomen islama. In to dejansko malo pomaga. Je drugače. In videti mojo mamo pravzaprav v sprejemanju, v razumevanju in občutiti moje hčerke pravzaprav, da niso obsojane, ampak razumljene. Tako, niso obsojane, so razumljene. Vedeti, da če se nekega dne odločijo, da bodo nosile tančico, na primer, se nič ne bo spremenilo. Tako je. Ker tudi tako, njihova babica in celo jaz, ki sem ateistka, ampak predvsem njihova babica pravica, da si lahko rečejo, da so zmagale. Ampak one, to se bo spremenilo. Isto. Medtem ko v resnici so se le nekoliko približale islamu in nič se ni spremenilo zaradi tega. Še vedno so prav tako zabavne. Še vedno so odprte, v resnici se ni nič spremenilo in to se mi je zdelo zelo pomembno. Govoriš o vsem, sodeč po tem, kar lahko vidimo v medijih, ker še enkrat, vedno smo slabše. To je moja knjiga, ganjena, v vsakem primeru razprava. In mislim, da je to veliko. Dobro, dekleta. In starši, ki sprašujejo, sem za Jean Field, na primer, ki je prijateljica moje druge hčerke Kamelije, ki je muslimanka v Piket Kuton, ki je lahko, ampak ki prakticira svojo vero. Ona je. Dobesedno pravi, da je njena hči lepa, da je osupljiva. In tukaj pravi, seveda bi jih podprla pri nošenju tančice. Seveda bi jih. Če jim to koristi, da si pokrijajo celoten obraz. Niti enkrat si ne reče, zakaj bi si religija, ki želi najboljše za mojo hčer, želela, da je popolnoma zakrita. Morda to ni najboljše za mojo hčer. Spet dejstvo, da so liberalci, ki so ateisti, ki sploh ne verjamejo v vrednost Boga, ker ona ne verjame v to, pripravljeni iti tako daleč iz svoje cone udobja. In reči, podprem svojega otroka, ne samo, da je del religije. Nekaj, za kar sem se odločila, da ni dobra ideja, ampak izberem še najslabšo možnost. To ji bo odvzelo vse vrednote, za katere upam, da sem jih prenesla nanjo. In to bom naredila, ker sem liberalna in vse je lepo in vsi so v redu. Veš, na neki točki si mora človek res zastaviti vprašanje, ali obstaja razlog, zakaj si izbral določene vrednote. Če nočeš biti zagrnjena, morda tudi ne bi smela želeti, da so tvoji otroci zagrnjeni. Če ne verjameš v Boga, je morda to tisto, kar bi si želela za svoje otroke. Zdaj, jaz sem bogaboječa Judinja. Ljubim Boga in mislim, da je vsakemu bolje, če ima Boga v svojem življenju.
Ampak se res sprašujem, če si nekdo, ki se je odločil popolnoma odstraniti Boga iz svojega življenja, si samooklicana ateistka, kot je ta ženska. Zakaj ti je uspelo, da si bila tako močno zmanipulirana s strani te praznine? Da misliš, da način življenja, ki si ga izbrala zase, ni dober za tvoje otroke in da naj gredo še dlje, ne le biti del tega, ampak priti do točke, ko bi morali dobesedno prekriti svoj obraz. Takšni videoposnetki me razjezijo nepopisno, dobesedno nepopisno. Ker spet to je zato, ker nasedajo takšni neumni propagandi. Po mojem mnenju je to dobesedno zaostalo. Kot lahko vidite, sta feminizem in islam združljiva. In islam sta združljiva. Naj vam razložim, zakaj. Feminizem v svojem bistvu in v svojem pravem pomenu pomeni boj in prizadevanje za enakost spolov. Na podlagi enakih pravic, enakega plačila, enakih možnosti, enakosti v vsem, enakega položaja v družbi. V redu. Ena od ključnih stvari v islamu in nekaj, kar nam Allah subhanahu wa ta'ala pove, je, da so moški in ženske enaki. Različni, a enaki. Zdaj ne živimo v družbi, ki bi moške in ženske videla kot enake. Resnično me zanima, ali kdo od vas ve, kakšno različico raja dobi moški v islamu? Dobi 72 devic. Veste, kaj dobi ženska? Ona postane ena od 72 devic svojega moža. Samo iskreno malo se vprašajte, kako enakopravno se vam to zdi. Različica raja, ki jo boste dobili zaradi predanosti islamu. Točno tako, enakopravno, popolno. Popolnoma enak občutek. Svojemu možu lahko strežete skupaj z 72 drugimi devajsami, medtem ko ima vaš mož vsak dan na voljo najboljšo izbiro. Kako lahko ti ljudje resno trdijo, da sta feminizem in islam enaka? Jih obravnava na enak način. Islam je morda ženskam dal njihove pravice že od časa, ko je bil razodet, v nasprotju s splošnim prepričanjem, vendar jim jih družba ni. In kot muslimani smo del te družbe. Na svetovni ravni, v muslimanskih državah, še posebej v nekaterih muslimanskih državah, kar je še vedno neverjetno, ženske nimajo enakih pravic kot moški. Všeč mi je, kako poskuša tukaj obrniti zadevo in jo predstaviti kot zahodni problem. Družbe niso dale ženskam pravic, nismo mi krivi. Mi seveda smo ženskam vedno dali pravice. Moram pa reči, da so islam in druge religije ženskam dale določene pravice. Ne pretvarjamo se, da jih niso imele. Ampak poglej, kakšne manipulativne taktike uporablja tukaj. Vedno smo imele pravice. Ženske so jih vedno lahko poročili pri 7 letih. To so zahodnjaki, ki jih nimajo. Ne nasedaj temu, mislim dobesedno, kar ona govori. Manj pravic, manj priložnosti, manj plačila, več zlorab, več napadov, več spolnih napadov, več ubojev, več umorov, več dobesedno vsega, kar si lahko zamisliš. In potem tudi manj. In če bi pogledali statistiko o tem, kako so ženske obravnavane v Afganistanu, recimo v primerjavi z, New Yorkom, mislite, da so številke enake, fantje? Morda v Afganistanu ni toliko posilstev, ker to ni obravnavano kot posilstvo. Zato tega ne moremo šteti za posilstvo. Poglejte to pametno luknjo v zakonu, ki so jo uspeli najti. To je preprosto neumno. Preprosto neumno. In mislijo, da si neumna in da te lahko prepričajo, da je to res. Vse drugo, kar si lahko zamisliš. Torej, reči, da svet ne potrebuje feminizma po njegovi definiciji, po njegovem bistvu, ki je enakost spolov, preprosto ni res. In lahko bi tudi rekli, v redu, ampak kot muslimanke tega posebej ne potrebujemo. V redu, ampak ga potrebujemo, ker smo vključene v družbo. Smo vključene v družbo, ki ženskam ne daje pravic. In tudi muslimanski moški ženskam ne dajejo pravic, kljub temu, da jim jih islam daje. Torej, očitno še vedno potrebujemo feminizem, ker islam do njih ne pride. Očitno potrebujemo zakone, ki jih pripravijo do tega. Potrebujemo feminizem, ker moške, ki sledijo islamu, ženskam ne dajejo pravic, ki si jih zaslužijo po islamu. Zato bi lahko zahodni svet, ki ženskam ni dal teh pravic,
to rešil s feminizmom. In zato je vse to popolnoma združljivo. In kako si drzneš reči, da je islam proti ženskam? Ojoj, 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 ta logika. In še enkrat vas bom spomnila, da ta ženska podpira, da je njena hčerka del tega v imenu liberalnih vrednot. In zame je to res ena najbolj ogabnih stvari, ki jih lahko naredi katerikoli človek. Še posebej mati. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.